Vita Mavrič, opazili smo vas med sprehodom po Lentu. Kakšni so prvi vtisi? Super. Na Lentu je vedno super. Letos, lani, predlani, vedno je super, pa fino, da ne dežuje. Ja. Pred vami pa je koncert v tem intimnem, zasanjenem Sodnem stolpu. To se pravi, nas čaka nekaj, kar bo šlo pod kožo najbrž. Ne vem, pridite pogledat. Ja, taka strastna glasba je ta klecmar. Gre za ljudsko izročlilo judo-vzhodne Evrope. Mnogi jo zamenjujejo z romsko, ker je zelo temperamentna, pa tudi zelo zasanjana, pa kadar gre za žalost ali za veselje, vsakič je pogojeno z strastjo, z zelo strastnimi čustvi. Tako, lep koncert, zelo uživam v tem, kar delam s kvartetom Akord in upam, da bo lepo. Zdaj vam nekateri poznavalci pravijo tudi, da ste aktualna prva dama slovenskega šansona. Pa glede na to, da šanson ni ravno najbolj komercialna zvrst, zanima, če ste tudi po naravi bolj uporniška, alternativna? Najprej moramo razčistiti s temi pridevniki. V umetniškem poklicu ni nobenih prvih, zadnjih dam, bratov, sester, ničesar takega in to je nekaj, kar me res lahko spravi ob živce, če mi kdo to reče. To je nonsens. Šanson je nekomercialna zvrst, je pa živ, jaz sem tukaj 20 let, pa ne samo jaz, še kar kdo ob meni. In zdaj tle si teh titul res ne delimo, to bi bil popoln nesmisel, tako da takoj demantiram kaj takega. Jaz mogoče samo malo bolj vidno vztrajam. In tudi, če že govorimo o komercialni ali nekomercialni zvrsti, je stvar zelo relativna. Glede na naš L'Avion Rose, naš mednarodni večer šansonov, ki ga v Kafe Teatru organiziramo in smo ga letos izvedli že 8. pa že drugič v Galusovi dvorani popolnoma razprodani in težko je priti do vstopnic. Tam se najde veliko etabliranih, pa tudi povsem neznanih, alternativnih, sodobnih, današnjih, mladih, neznanih ljudi in njim so vrata zmeraj bolj odprta. Tako da zelo je relativno, je šanson komercialen, ni komercialen. Ne sodimo pač v pop kulturo, zato tudi ti nazivi prvi, zadnji, tretji ne pašejo nikamor. Mislim pa, da je povsem dovolj komercialen, kakor ta slovenski prostor pač to zmore in premore. Kristalni soj luči si stopila kot vila iz sna, v obleki svilnati, lahna kakor svetloba neba, podoba te noči, ki v spominu zgledela ne bo. Če se preoči, pred menoj si ti in z nasmehom podaš mi roko. Ena opaznejših in očitno bolj aktivnih ambasadork UNICEF-a. Vem, da se bojujete proti preprodajam otrok. Je vaš trud že obrodil kakšne sadove? Ja, to so pa sjajni rezultati, na katere je pa človek lahko samo zelo ponosen. V Albaniji, na primer, smo uspeli z UNICEF-om ustanoviti en sjajen reintegracijski program, ki poleg že tistega standardnega programa, ki ga UNICEF že toliko let razvija, obsega tudi varovanje prič in sofinanciranje rejniških družin. To pomeni, da če otrok je reintegriran, pripravljen s prstom pokazati na kriminalce in reči, to so bili ti in ti, se ga zaščiti in se ga da k eni rejniški družini v varen topel dom in zatiranje kriminala je že obrodilo sadove. Tako da tam so rezultati zelo vidni, sem zelo na tekočem, kaj se dogaja z albanskimi otroci, pa tudi sicer v trafikingu, kar se trafikinga tiče, se stvari premikajo na bolje. Drugače sem pa zdaj nazadnje delala na projektu Burkine Faso, kjer gre pa za preprečevanje izkoriščanja otrok za delo in moram reči, da smo lahko zelo ponosni po 3 letih. So se sredstvi, ki so jih zbrali v slovenskem UNICEF-u, torej ki smo jih darovali Slovenci in tudi z našimi akcijami, ki smo jih imeli na to temo, se je zgradilo nekaj šol, komunikacijskih centrov, stvari se premikajo, to je zelo tak blagodejen občutek, da vidiš, da gre naprej. Vse ne moreš rešiti celega sveta, ampak lahko pa nizaš neke kocke in jih sestavljati. In sestaviš eno vrstico, nekdo drug bo neko drugo, nekdo tretjo in zelo sem ponosna, da lahko to počnem in da vidim rezultate tako na lastne oči, ki so res dobri. Prvi valček je večno upanje, dale poda še
vedno živi. Še veliko uspehov naprej, predvsem pa, da bo koncert zelo, zelo uspešen. Ja, naj rata. Veste, na Štajersko je tako lepo prideti. Večkrat sem že rekla, pa ponavljam, pa upam, da kdo ne bo užaljen od ostalih, ampak dejstvo je, da je štajerska publika najboljša publika v Sloveniji. Tukaj pritisneš na čustva, to je en kratek gumb in ljudje se takoj splamtijo in so cel večer s teboj na odru in s tabo in doživljajo koncert tako polno. Res se rada vračam v Maribor. Na splošno je Štajersko, na Lent pa še bolj. Tako da upam, da bo. Hvala lepa.